V naslednjih minutah pa se podajamo globoko pod vodno gladino. V studiu namreč pozdravljam Slovenca, ki se je popolnoma brez opreme potopil več kot 100 metrov. Jure, dobro jutro. Dobro jutro. Jure, sicer v naših oddajah si lahko rečemo že skoraj da redni gost. Tebe vleče v globine, velikokrat ali pa največkrat brez kakršnekoli opreme, to se pravi v potapljanje na vdih. V čem je čar takšnih ekstremnih, globokih podvigov? Pa enostavno uživanje v podvodnem svetu, to je prva stvar. Druga, te globoki potopi pa, bom rekel, malo samo potrdite, malo premagati konkurenco, pa malo videti, dokot je človek sposoben sploh se potopiti. V začetku tega meseca si postavil svetovni rekord v Skandalopetri. Kaj sploh je Skandalopetra? To v bistvu gre za začetke globinskega potapljanja na vdih. Potapljamo se enak način kot pred 4000 leti v stari Grčiji. Potapljač stoji na čolnu in s kamnom v roki skoči v vodo in kamen potapljača vleče proti globini. Potapljač pri tem ne sme uporabljati ne obleke, ne plavuti, ne maske in skuša priti čim globje. Kamen si prinesel tudi s sabo, ga vidimo tudi tukaj v studiu, kasneje ga bo pokazala tudi kamera. Koliko je težek ta kamen? Prav ta je dobrih 12 kg, lahko pa izbiramo kamen med 8 pa med 14 kg. Odvisno od? Plovnosti potapljača, od želje po hitrosti dviga. Jaz sem imel na primer 3 kamne izdelane in sem se odločil, katerega bi izbral. 113 metrov je bil načrt, a ni šlo vse po načrtih, 106 metrov je vendarle potem bilo. Ja, v bistvu to so bili dve različni disciplini, 113 je bilo v Skandalopetri. Tisti dan, ko sem postavil svetovni rekord, je z moje strani šlo vse super, sem bil odlično pripravljen, sem imel enega od boljših potopov in naenkrat, jaz sem računal, sem okoli 100 metrov me nekaj ustavilo in sem začeli dvigovati proti površini in sem mislil, mogoče sem pa dosegel svetovni rekord, samo je bilo dosti lažje, kot sem pričakoval. Na površini sem pogledal na uro in sem videl 94 metrov. In so mi takoj povedali, da se mi na čolnu na površini zapletla vrv, s tisto vrvjo, ko potem kamen potegnejo na površino in mene vred s kamnom in me niso uspeli varno dalje spustiti na večjo globino in so rekli nič, da prekinejo in so me na 94 metrih ustavili. Kot rečeno, gre za potapljanje na vdih. Koliko časa traja potop na globino 100 in nekaj metrov? Tak načrtovani časi potopa so bili 3,5 do 4 minute. Tako da to so male pol spremembe tekom dneva, pa hitreje kot 3,5 ne bi šlo, več kot 4 pa tudi ne bi bilo. Kakšne sile delujejo na človeško telo na tej globini? Konec koncev 113 metrov ni ravno mačji kašelj. Ja, v bistvu mislim, niti tega ne znamo prav predstavljati, ker na 110 metrih na primer je 12 barov pritiska in mi nimamo predstave, kako velik pritisk je to. Moja pljuča se stisnejo iz prvotnih dobrih 10 litrov na velikost 2 tenih žogic in enostavno na površino mojega telesa je delovala sila približno 220-240 ton. Verjetno nekdo, ki se je včeraj odločil, da bi danes to naredil, ne gre. Koliko časa trajajo takšne priprave, intenzivne za en takšen podvig? V bistvu potrebnih je par let treninga, da se telo privadi, psiha privadi, mislim, da človek je sposoben kaj takega. Potem zdaj pa je bilo par mesecev priprav prav za ta potop oziroma te državne rekorde, ki sem jih tudi postavljal tekom prejšnjega tedna. Sam izziv je, nekaj, kar sem že podaril, zelo nevaren. Kaj vse lahko gre narobe, če tako rečemo? Kar nekaj stvari bi lahko šlo narobe. Najbolj klasična težava je, da bi bil potop prenaporen, predolg, da bi mi zmanjkalo kisika in zaradi hipoksije izgubil zavest. Lahko, da ne bi mogel izenačevati pritiska, takrat bi moral prekiniti potop ali pa bi slabo poškodoval bobnič ali kaj takega. Pol zapletanje kakih vrvi na globini, kakva izguba orientacije, karkoli, da bi spodaj ostal, zato smo tudi varnostne potapljače z jeklenkami na globini. In še enih par takih nevarnosti, ki so malo manj verjetne. Tudi po samem potopu praviš, da je potreben potop z jeklenkami. Zakaj? Ja, v bistvu potapljači na vdih se hitro spustimo, hitro dvignemo in načeloma mi ne moremo dobiti dekompresijske bolezni. Obstaja neko manjše tveganje, zaradi tega se takoj po potopu mi vzamemo jeklenke, se vrnemo na globino in se zadnjih par metrov še enkrat počasi dvigujemo, da bi preventivno preprečili to dekompresijsko bolezen. Takšnega podviga ne gre delati sam, številčna ekipa te je spremljala pri vsem tem, koliko ljudi in zakaj vse je potrebno poskrbeti pri takšnih podvigih?
prav včeraj se zdaj čas, pa sem šel šteti ekipo in v vodi sem imel več kot 10 potapljačev z jeklenkami varnostnih, varnostne potapljače na vdih, zdravnika na čovnu, sodnike, pomočnike. V glavnem celotna ekipa, ko se štejem skupaj, je bila okoli 30 ljudi. Bo letos še ponovljen poskus podiranja rekorda? Letos ne bo časa, ker zdaj so službene obveznosti. Včeraj v bistvu smo začeli tečaj potapljanja na vdih in treba zdaj to narediti, da si denar zaslužim, čez 14 dni bo morje premrzlo. Tako da šele v naslednjem letu. Ko bo se morje zopet segrelo naslednje leto, je naslednja možnost. To so tiste, ki smo jih morda navdušili, za koga je primerno potapljanje na vdih? So kakšne omejitve? Starostnih ni, glede spola ni, glede splošne kondicije tudi ni nobene omejitve, samo človek mora biti generalno gledano zdrav. Če človek zdrav za ostale športe, potem je primerno tudi za potapljanje na vdih, pa pač predpogoj je, to ga mora veseliti, ker če ga ne veseli, potem nima smisla, da se s tem ukvarja. Koliko da poznamo sicer v tem času do naslednjega podiranja rekorda vmes ne boš miroval, kakšni so načrti, poleg seveda učenja vseh tistih, ki jih to veseli? Zdaj bom malo več časa namenil družini, ker imam mesec dni starega sina, pa še enega otroka, tako da pač moram se malo bolj družini posvetiti, pa trenirati sploh naprej in mogoče čez zimo kakva tekmovanja v bazenskih disciplinah, potem pa zopet naprej začetati novo sezono. Zdaj, dopusti so se iztekli, pa vendarle letošnji je verjetno minil v znamenju priprav na tam podvig. Si sploh lahko kaj užival na dopustu ali to je tudi ena takšna deformacija, da ne gre? Ja, pač bilo je nekaj časa za, čisto uživanje, ampak dosti manj, kot sem želel. Tako da tudi z starejšim sinom smo se dosti potapljala, pa čofotala po vodi, pa tako se igrala, pa nasploh bil z družino, ampak rad bi bil dosti več, pa ni šlo. Jure, uspešno še naprej, veliko takšnih in drugačnih, predvsem varnih izzivov, no? Naj gre vedno vse po načrtih in upamo, da ob letu Osore tukaj te pozdravimo kot novo pečenega, vnovičnega rekorderja. Tako da hvala lepa.